Lepo pozdravljeni, v središče je prišel Janez Žakelj, poslanec Nove Slovenije. Lepo pozdravljen in dobrodošel. Lep pozdrav. Tudi tukaj se bova tikala, ne? Tako je. Najprej k najbolj aktualni temi, interpelacija proti notranjemu ministru Boštjanu Poklukarju. Čas je za odstop, ne za prijateljske večerje. Pozimi je bila torej vroča čokolada, potem obedovanje pri gostincu Alešu Hvala. Ena simbolika veje iz tega, neka gradacija problematike na področju notranjih zadev in policije. Bi se strinjal? Ja, vsekakor bi se strinjal. Notranje zadeve, to je pač resor, ki je resen, zelo zahteven, vsekakor, in lahko rečemo v enem stavku, da Poklukar pač je minister, ki ne obvladuje situacije in je čas, da odstopi. Če gledam iz stališča predsednika Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, dejansko policija je kontaminirana, policija je vodena slabo. Če gledamo samo Center za varovanje in zaščito, je polno nepravilnosti in ne moreš s vročo čokolado odpraviti nepravilnosti in slabega vodenja dobre ekipe. Se pravi, jaz vedno pravim, da policisti so odlični, so usposobljeni, dobro delujejo in nepošteno se mi zdi do njih, da recimo po 20-30 letih morajo zaradi nekih kapric in napak, ki jih vodstvo naredi, ponovno podpisovati pogodbe o delu. To je velika šlamastika, bi rekel. Tukaj se spomnim zgodbe Mateje Gončin, tožilke, ki ni kar kdorkoli. Jasno je bilo povedano, da Center za varovanje in zaščito je naredil napake in tukaj bi bilo treba jasno z notranjo revizijo ali s čemarkoli povedati, kdo je bil kriv in se te krivce določi in odstavi. Zdaj pa Poklukar govori, da je vse v redu. Ni vse v redu. Prav tako je tudi na drugih področjih podobno. Politični vpliv je močan, če gledamo samo primer nadzora nadzorne službe, se pravi Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, je zdaj nadzirana strani policije, policija je nas ovadila, ker smo jih nadzirali. Glejte, tukaj to je res samo še v neki banana republiki in dejansko bi temu rekel kriminal. Zdaj, ko govoriva o Centru za zaščito in reševanje, si verjetno nek povprečen človek ne predstavlja, oziroma dokler ni NSI vložila interpelacije, pravzaprav se za ta center sploh ni vedelo, ne. Gre za zelo usposobljen kader, ki varuje najvišje predstavnike države in če je ta sistem luknjast, pomeni, da imamo pravzaprav zelo luknjast sistem v smislu tudi odtekanja informacij o pomembnih ljudeh v državi in podobno, ne? Tako je, Center za varovanje in zaščito varuje, tako kot si omenila, najbolj izpostavljene osebe, tako premierja, predsednico. In zdaj, če je premier že na začetku mandata ustvaril svojo skupino, ki je neodvisno vezana izven CVZ-ja, a ne, in zdaj to isto bo naredila še predsednica države. Ob tem pa recimo ena od nadzorovanih oziroma varovanih oseb pravi, da je bolj nadzorovana kot varovana in sam premier je povedal takrat, da ostaja sum, da so odtekale informacije o varovanju kriminalnim združbam. Je to ne samo znak za alarm, ampak tukaj bi bilo treba potegniti poteze in minister jih ni, tako da je prav, da odstopi. In tukaj je tudi to odtekanje informacij morda problematično, oziroma so neki indici, da bi se lahko zgodilo, ko gre za primer Hvala, ne? Torej, ta prijateljska večerja, ne? Ni naključje, da se je na večerji zbral prijatelj gospoda Jušića, bivši sošolec ministra Poklukarja, ki je hkrati brat vodje. Šefica njegovega kabineta, ne, zdaj kaj so se pogovarjali, jaz tiste večerje jim ne zavidam, upam, da jim je teknila. Dejstvo pa je, da ni zastonj kosila, a ne, in nihče mi ne bo oddal, da se med najboljšimi prijatelji ne pove, poslušaj, daj malo pazi, zato ker
trgovina z belim blagom, glejte, to so stvari, ki se v demokratični državi ne bi smele dogajati in se dogajajo. To so tudi zelo slaba sporočila o tem, ne, kakšna je varnost v državi oziroma kakšen je nek organ, ki naj bi vzbujal neko zaupanje, v resnici se pa take zadeve dogajajo. Tako je in tukaj, ko govorimo o trgovini z belim blagom, je to nedopustno, da se kaj takega v Sloveniji dogaja. Nedopustno, da se trguje z ljudmi, da se trguje z delavci, ki nimajo pravice, jim vzamejo za dokumente, a ne, in ga ni kosila, da bi to zadevo rešil. Torej, interpelacija bo še priložnost, upamo, da se te zadeve razčistijo, ne. Rada bi, da še nekaj rečeva o obrambni resoluciji, ker je to nekako tvoje področje, ne. Si pričakoval te rešitve, ki so v resoluciji, ki jo je nedavno potrdila vlada? Mene zanima predvsem, ker ponavadi so te resolucije, strategije bolj spisek nekih želja in pričakovanj, upanja. Kako zavezujoč je sploh ta dokument, v katerem beremo vse drugo, kot o recimo nekem oboroževanju, ki je vsekakor del neke obrambne strategije, ne? Ja, zdaj zaradi mednarodne situacije in tudi zaradi predsednika Združenih držav, ki je tak, kot je prav in podpiramo tako v Novi Sloveniji, da se Slovenija in Evropa postavi na svoje noge, tudi ko govorimo o varnosti in tudi oborožitvi. Nenazadnje je Ukrajina v Evropi in je, bom rekel, ogrožen naš mir, karkoli že gledamo. Zdaj, ta resolucija je dejansko, tako kot si rekla, bolj spisek želja, a ne? In jaz pogrešam prvič, da jasna sporočila. Dejstvo je, da je tako Slovenija kot Evropa je ogrožena strani Rusije in tistih držav, ki jo podpirajo. Tukaj Kitajska, Iran, Severna Koreja, to so diktatorske države, ki neposredno imajo namen ogrožati demokratične države, se pravi Evropo, Združene države Amerike, a ne? In tukaj je prav, da povemo bobu bob. V resoluciji pa govorimo tako, bo potrebno v letošnjem letu bomo povečali izdatke na 2%, potem pa do leta 2030 po 0,2% do 3%. Prva stvar, prejšnji teden sem bil na poslanski skupini NATO v Združenih državah in tam je bilo jasno povedano iz strani generalnega sekretarja Rutteja, da bo zahteva, ki bo šla na vrh v Hagu, 3,5% za obrambo in 1,5% za varnost, se pravi za odpornost. Tukaj pa v tem dokumentu govorimo o nekih zavezah za 3% in bo to dvojna raba. Glejte, v Novi Sloveniji zelo podpiramo tako razvoj infrastrukture, se pravi cest, mostov, prav tako bolnišnic, to seveda podpiramo, in tudi našo industrijo. Dejstvo je, da je naša industrija tudi v obrambi je sposobna narediti marsikaj in tukaj moramo poiskati jasne priložnosti. Govori se recimo o 10,000 vojske redne sestave in 30,000 teritorialne obrambe. Nihče pa ne pove, na kakšen način. To so stvari, ki bi jih bilo treba razčistiti. Tudi bi bilo treba razčistiti ne v megli, da bolnica je nekaj, ampak to bo v NATO so čist jasni standardi, kaj velja pod oborožitev, obrambo, kaj je pa odpornost. In če je 1,5% BDP-ja v odpornost, so to bolnišnice in infrastruktura, 3,5% je pa za oborožitev. In če tukaj pogledamo, da smo še v prejšnji vladi sprejeli načrt nakupa 45 osemkolesnikov Boxer, pa je bila zdajšnja koalicija proti, je pa treba povedati, da je SD in Levica so podprli ta proračun, ki predvideva nakup več kot 100 osemkolesnikov Patria. Zdaj jih pa enkrat ne moti to več, ne?
pa to še jih dražje ne bo, moti, ne? so pa istočasno so pa proti oboroževanju. Ja, glejte, mi smo se že 20 let nazaj v NATO zavezali, da bomo oblikovali bataljonsko bojno skupino in izvidniško skupino. Tega še do danes nismo naredili in jaz mislim tako, če hočeš biti kredibilen, resen partner v neki mednarodni organizaciji, moraš pač tiste zaveze, ki si jih dal, izpolniti. A ne, pri nas pa nekako s figo v žepu govorimo v Bruslu eno, pa v NATO eno, za domače potrebe pa govorimo, da bomo razvijali odpornost. Prav je. A ne? Pa še nekaj. Vsekakor so se pravi, uspešne države sposobne razviti tako varnost, obrambo, kot tudi socialo in šolstvo in vse ostalo. Ker tudi ta procent zamika, ne, ta postopnost teh 0,2, ki si jih omenjal, ne, gradi nekje do leta 2030-2040, kar pomeni, da bo čez 2 leti se verjetno nova vlada morala ukvarjati z novimi zavezami in novimi resolucijami. Tako je pa že tudi junija, ko bo vrh v Hagu, bomo obljubili 2%. Imamo tako kot, ne vem, Španija, Nizozemska, Belgija, ki so zaostajala, ne? Ampak ljudje, ne vem, ali si ne predstavljajo, ali so tako naivni, ali pa mislijo, da tega NATO ne ve. Točno spremljajo, kaj mi govorimo, a ne? In mi, če rečemo 3%, to mora biti 3% za obrambo, pa če hočemo ali pa ne, ali pa lahko rečemo, ampak večina ljudi v Sloveniji se je odločila, da bomo članica NATO. In zdaj je na vladi samo, da uspešno krmari med tem, kar je obljubila. In zdaj govori ta resolucija tudi o dronih, pa o zaščiti zraka, tudi o kibernetski varnosti. Vse je prav, vendar ko ti daš zavezo, tukaj so neki programi, ki se točno dogovorijo, je potem samo stvar, kako to čim bolj izpeljati, istočasno pa ne se zgovarjati, da za to nimamo denarja za socialo. Grede, zdaj vemo, kaj je s patrijami, to je zdaj nekako potihnilo, je še vedno vse v megli. Od takrat, ko smo na Komisiji za nadzor javnih financ izpostavili zadevo in smo dobili odgovor, da še ni podpisane pogodbe, da dejansko gre za osnovno vozilo brez kupole in brez oborožitve, lahko samo sklepamo, da bo ta cena enkrat višja in je še ni. Če bi pa bili bokserji, ki smo jih naročili v prejšnji vladi, ki jih je Matej Tonin kot obrambni minister podpisal pogodbo, bi pa v letošnjem letu že imeli polovico od teh 45 in konec naslednjega leta bi imeli možnost celotno bataljonsko bojno skupino, ki smo jo že dolga leta nazaj obljubili, tudi oblikovati. Bova tukaj za danes naredila piko. Najlepša hvala za obisk. Hvala lepa tudi tebi. Upam, da kmalu spet. No. Mislim, da tem je še veliko, o katerih bi lahko govorila. Hvala tudi vam, da ste naju spremljali.